No, zdaj smo si pripravili zeleno simfonijo, zelenjavo ali divjo hrano, lahko rečemo, za nadev. To se pravi, imamo koprive, regrat, meta, potem blitva, nekaj listov, stoletna čebula ali tudi navadna čebula velja. To je por, peteršilj, ohrovt, kodrolistni, zelena, čemaž, trpotec oskolistni in cvetovi od kolerabice. Vse tole bom zdaj jaz na drobno nasekljala in potem pripravila za nadev. No, zdaj bomo pa noter zmešali kuhano ajdovo kašo, rahlo kuhano. Potem damo še olivno olje, koliko vem. Malo solimo. Z olivnim oljem še. Pa solimo še. In vse to skupaj premešamo. Popra še. Soli. Še kakšno drugo začimbo mogoče? Kaj bi še dodali tule noter? Ali pa kakšna naša mešana domača, ki so podobna in tudi dišijo. Lahko damo tudi kajenski poper noter, tudi čili, če bi kdo hotel imeti močna. Tole je, kaj si tole dajala? Provanska zelišča. Ampak prej si pa dala noter poper. Poper, ja, pa olivno olje. Zdaj se pa to zmeša, ne? Ok, pa to premešamo. Potem pa naprej. No in tole mešanico lahko tudi dodamo proseno kašo ali pa kakšne druge zadeve noter. In tole lahko jemo, limonco tudi. In tole lahko jemo tudi kot solato. Lahko damo salatni naliv gor in lahko jemo kot solato. Pa zdaj po mizi lepo vlečemo narazen vlečeno testo, ki smo ga naredili. Ker bojo ta zelena fila oziroma ta zelena masa, ki smo jo naredili, bomo lepo zavili v vlečeno testo in bojo ostali takšni polštrčki. Zdaj bomo pa tole vlečeno testo narezali na trakove, ker takole se lepo zreže na trakove. Takole. Zdaj bomo pa lepo na te trakove naredili takšne kupčke s to zeleno maso, ki smo jo pripravili. Kako bi še lahko temu rekli? Sicer je, ne moramo reči, da je multivitaminska, ampak je polna tudi raznih mineralov. Vse te stvari same zdrave, ki se tudi pri toplotni obdelavi ene ohranijo, ene ne. Takole nadevamo, si pripravimo, potem bomo pa še zvijali. Imamo trikotnike, ampak te trikotnike midve ne bova dali takoj v pečico, ampak jih bova dali zamrzniti. In bomo potem, ko se bojo potrebovali, bomo pa spekli. In še nekaj pomembno, da so tile prigrizki kot mediteranski prigrizki, bi lahko rekli, oziroma po vzoru mediteranskih prigrizkov, zato ker živila so pa noter, potem bolj živila, ki jih imamo mi doma. Ne rastejo ravno v Mediteranu, ampak v centralni Sloveniji.